Zdaj pa vas vabim v ordinacijo za celostno zdravljenje in bioresonanco v Trebnjem, ki jo vodi Darinka Strmole, zdravnica, bioresonančna terapevtka in sistemska družinska psihoterapevtka, ki je s svojim bogatim znanjem in izkušnjami pomagala že mnogim ljudem. Gospa Darinka, lepo pozdravljeni. Dober dan. Kaj je bioresonanca in kako deluje na telo? Bioresonanca je alternativna metoda zdravljenja, izhaja iz osnove kvantne fizike. Mi med terapijo z bioresonanco prestrezamo z enimi elektrodami, ki jih polagamo na telo, nihanje refleksnih con telesa. In ta aparat ima sposobnost ločiti harmonično, to pomeni zdravo nihanje, od disharmoničnega, patološkega. In odvisno, kaj želimo, spreminja to nihanje in na ta način vsiljujemo celicam, da delujejo v njihovem lastnem harmoničnem nihanju. Kako pa ugotavljate vzroke bolezni ljudi, ki prihajajo k vam po pomoč? Vsak, ki pride k meni, se najprej pogovoriva o njegovih težavah, ga poskušam pogledati tudi strani znanja uradne medicine, ki sem ga upravljala dolga leta. Potem pa testiram s pomočjo bioresonance različne obremenitve. Obremenitve zaradi sevanj, obremenitve z glivicami, paraziti, bakterijami, težkimi kovinami, različne stvari. Pogovoriva se tudi o njegovi socialni anamnezi, o njegovih stresih, o njegovi prebavi, o njegovem spanju, kvaliteti spanja, načinu prehranjevanja in na ta način. Lahko testiram z elektroakupunkturo, z biotenzorjem, kineziološko ali pa z body checkom, to je Bicom body check, ki ga imamo v zadnjem letu, ki nam še podrobno pokaže ozadje težav človeka. Namreč bolezen ima več stopenj nastanka in največ lahko naredimo v prvih 5 stopnjah, ko laboratorijski testi pogosto niti simptomi še niso očitni, veliko ljudi pa že čuti neke nespecifične težave. In zato nam bioresonanca ali pa vse te metode pomagajo dovolj zgodaj ali pa čim bolj zgodaj ugotoviti možne vzroke za te težave in slabo počutje. Vi imate to prednost, da lahko združujete vaše medicinsko znanje in bioresonanco, kaj ne? Ja, poskušam. Seveda sem zelo vesela, da imam znanje in izkušnje tudi medicine, ki sem jo z veseljem opravila preko 25 let. Zdaj pa vse te izkušnje poskušam prenesti tudi v tole svoje delo s pomočjo bioresonance in ga kombinirati. Vedno poudarjam svojim pacientom, da je zelo pomembno, da upoštevajo navodila svojega zdravnika, da jemljejo zdravila predpisana, se pa pogovarjamo o tem, kaj bi mogoče lahko svojim zdravnikom, v soglasju s svojim zdravnikom ukinili ali pa spremenili, če bi bilo tako potrebno. Ste pa tudi sistemska družinska psihoterapevtka, študirali ste ajurvedo, kje pa ste se izobraževali za bioresonanco? Bioresonanca je pravzaprav taka mlada veda in v Sloveniji je tukaj prisotna 30 let. Mi smo se, ker smo že starejši terapevti, veliko izobraževali tudi v tujini. Jaz sem bila pri starosti Bicom bioresonance pri Sisi Karc na Kreti. Potem sem bila večkrat v tujini v Nemčiji na izobraževanjih, ker je tam začetek Bicom bioresonance. Zdaj pa imamo v zadnjem času organizirano tudi redno izobraževanje za Bicom bioresonančne terapevte v Sloveniji s tujimi predavatelji. Oblikovali smo pa tudi že šolo za nove terapevte in za terapevte, ki imajo krajši staž delovni, da bi čim bolj poenotili standarde in da bi zagotavljali, da res najnovejša spoznanja in najnovejše izkušnje pridejo čim širše, da bi bili ljudje res ustrezno obravnavani v ordinacijah pri naših certificiranih terapevtih.
Vaše znanje in izkušnje pa prenašate tudi na druge bioresonančne terapevte po Sloveniji. Zakaj se vam zdi pomembno, da delite svoje znanje? Zelo se mi zdi pomembno, da izmenjujemo svoje izkušnje in da prenašamo tudi tisto, kar smo se naučili na predavanjih ali pa na seminarjih v tujini in mogoče nimajo vsi te možnosti, zato ker verjamem v to metodo in ker se mi zdi zelo pomembno, da vsi delamo kvalitetno in res dobro. In zato mi pravzaprav ni škoda časa in energije, in zato sem tudi dokaj aktivna v Inštitutu za bioresonanco in regulativno medicino. Gospa Darinka, povejte nam, pri katerih težavah pa je bioresonanca še posebej uspešna metoda? Bioresonanca je zelo znana kot uspešna metoda za zdravljenje različnih alergij. In dostikrat so ljudje presenečeni, ker nimajo takih običajnih znakov alergij, pa jim bioresonančni terapevt odkrije alergijo na pšenico, mleko, jajca ali pa na neko vsakdanjo hrano. In je včasih veliko nerazumevanja ali pa zadrege ob tem, ampak ugotavljamo, da obstajajo tudi skrite alergije, ki se jih ne zavedamo in z bioresonanco jih uspešno odkrivamo in zdravimo. In tudi druge obremenitve s težkimi kovinami, ki povzročajo potem različne težave, od alergij oziroma takih res urtik ali pa atopičnega dermatitisa, astme, težav z nosom in z očmi, kot je seneni nahod, pa tudi težave s plodnostjo, hormonske težave, tudi pri ortopedskih težavah smo včasih uspešni, ampak včasih je ta proces pri teh težavah daljši, pa tudi pri sklepni revmi. Zelo sem vesela, zadnjič sem dobila eno tako sporočilo. Sporočam veselo novico in odpovedujem termin. Oglasila se bom spet proti koncu nosečnosti. Kaj pa otroci? Vem, da ima ogromno otrok probleme z alergijami. Se tudi oni lahko pridejo k vam pokazati in pomagate? Ja, seveda. Jaz posebej rada delam z otroki, tudi prej sem delala v otroško-šolskem dispanzerju in že od rojstva naprej lahko testiramo pri otrocih možne težave ali pa obremenitve ali pa alergije in jih potem tudi terapiramo. Pravzaprav čim prej se to začne, bolj smo uspešni.